Žiga Pavlin, svetovno prvenstvo na Švedskem, to je za igralca, ki igra v švedski prvi ligi, nekaj posebnega. Kako pričakujete, oziroma sedaj smo že nekaj časa tu, vse skupaj, kar se bo odvijalo na Švedskem v prihodnjih dneh? Ja, počasi se bo začelo zares. Res je, da mi ni to okolje toliko tuje, ampak prvenstvo kot prvenstvo, sigurno smo vsi fantje zelo s nestrpnostjo pričakujemo to prvenstvo, tako da smo že vsi pripravljeni na to in komaj čakamo, da se začne jutri. 16 najboljših reprezentanc, po tistem, kar ste opravili v Vojensu, bi nekako razmišljali, da ste sedaj že med 12 najboljšimi, ampak to bo tu potrebno enostavno potrjevati iz tekme v tekmo. Ja, kar je bilo, je bilo. V športu je tako, da se moraš vedno znova dokazati, tako da tudi tokrat je tako in tisti rezultat, če je čist nekaj drugega, drug turnir, svetovno prvenstvo je zgodba zase in vse se začne iz začetka, iz nule in bi bilo fajn, da ponovimo uspeh. Laična javnost, pa tudi tisti, ki spotoma spremljajo hokejsko dogajanje, nekako razmišljajo, da so prve 3 tekme tiste, kjer bi Slovenija lahko vendarle prišla tudi do tega, da bi obstala med najboljšimi, tako kot pred 11 leti, prvič tu na Švedskem. Kako razmišlja garderoba? Se da tudi tiste največje presenetiti? Ja, sigurno je več pritiska, sigurno so apetiti zrasli po tem uspehu v Vojensu, ampak fantje in trenerski štab smo še zmeraj realno na tleh. Vemo, kje stojimo na papirju in vemo, da bo vsaka tekma za nas zelo težka in ja, bomo iskali priložnosti na vsake tekmi in tista ekipa, ki nam bo dala, jih bomo probali izkoristiti. Odkar je selektor Matjaž Kopitar, se igra ta moderni, strnjen način igre, dobesedno vsi počnete vse na igrišču. To je zahtevno, izjemna koncentracija na vsaki tekmi, ampak z tega ste sedaj prej kot neživahni. Ja, sigurno je ta sistem uspešen, kar kaže ta zadnja 3 leta. Sigurno je drugačen sistem od prej, tudi odnos je drugačen do reprezentance in ja, zaenkrat, odkar so prevzeli nova struktura, prevzela reprezentanco, je sigurno drugače. Fantje pridemo z veseljem v reprezentanco, smo kot ena velika družina in zato tudi rezultat ne more izostati in smo zelo veseli. Norvežani, lahko bi rekli, zelo spoštljivo govorijo o slovenski reprezentanci, tudi njihov strokovni štab je oba treninga skrbno si ogledal. Kaj bi rekli? Začetek je vedno zelo pomemben. Sigurno nas ne bojo Norvežani podcenjevali, tako kot so nas na primer Danci in pa Belorusi na kvalifikacijskem turnirju ali pa mogoče kakšno svetovno prvenstvo skupine A v preteklosti. Sigurno vsi vejo, kaj smo zmožni, vejo, da ne smejo več podcenjevati Slovenije in bilo bi fajn, da bi kakšna ekipa podcenjevala Slovenijo in da jih na ta način presenetimo in premagamo, ampak bomo videli, sigurno bojo nas spoštovali in se bojo maksimalno vse ekipe pripravljene na nas. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa.